Mt. Gox bo začela z izplačili v juliju. Je to prenapihnjen fad ali morda prav resnični razlog za skrb? Pridružite se nam, da odkrijemo to skupaj. Lep pozdrav in dobrodošli v 10. epizodi CryptoPulse, kjer redno vsak teden pregledujemo najnovejše novice za vas. Kot že omenjeno, Mt. Gox povzroča kar nekaj skrbi, v drugih novicah pa še. Bitcoin ETF-i so zaustavili svojo serijo odlivov. Kriptotrg postaja previden, bo Bitcoin padel pod 60.000. Ethereum ETF-i napredujejo gladko, pravi Gensler, in na to še Bitcoiner prispeva k svobodi Juliana Assangea. Kar precej novic ta teden, zato jaz predlagam, da kar začnemo. Mt. Gox bo v juliju začela z izplačili. Torej, Mt. Gox, japonska borza kriptovalut, ki je leta 2014 bankrotirala zaradi velikega hekerskega napada, bo tega julija 2024 začela vračati dolgove svojim upnikom. Borza je izgubila okoli 850.000 bitcoinov, kar je povzročilo dolgove in dolgotrajne pravne postopke. Leta 2018 je bilo odkritih približno 200.000 bitcoinov, kar je omogočilo začetek postopka rehabilitacije. Zdaj bodo upniki prejeli odškodnine v obliki bitcoinov in bitcoin keša. Proces je bil zapleten zaradi pravnih izzivov in logističnih težav pri distribuciji tako velikih količin kriptovalut. Mt. Gox je bila v svojem času največja borza za trgovanje z bitcoini, ampak je njen zlom povzročil velik pretres v svetu kriptovalut. Doživela je hekerski napad in posledična izguba bitcoinov je sprožila dolgotrajno pravno bitko in prizadevanja za povrnitev sredstev. Zdaj proces rehabilitacije se je začel leta 2018. Kot sem že omenil, se je našlo 200.000 bitcoinov, kar je omogočilo tudi delno povrnitev izgub. Za mnoge upnike predstavlja to izplačilo dolgo pričakovano pravico in delno povrnitev izgub, ki so jih utrpeli zaradi zloma borze. Proces bo nadzorovan in izveden postopoma, da se zagotovi pravična porazdelitev sredstev in se začne v kratkem v juliju. Bitcoin ETF-i so zaustavili odlive in dosegli prilive v višini 31 milijonov dolarjev. No, to še vedno ni toliko. Ampak po tednu neto odlivov so Bitcoin ETF-i 25. junija doživeli preobrat in zabeležili neto prilive v višini 31 milijonov dolarjev. Podatki SoSoValue kažejo, da so prejšnjih 7 dni zabeležili skupne odlive v višini 1,1 milijarde dolarjev. Nasprotno pa je Grayscale Bitcoin Trust zabeležil 30,3 milijona dolarjev neto odlivov, ARK 21 Shares Bitcoin ETF pa 6 milijonov odlivov. Kljub temu, največji sklad po upravljanju sredstev, BlackRockov iShares Bitcoin Trust ETF, 25. junija ni zabeležil nobenih prilivov. Enako velja za ETF-e od Invesco Galaxy, Valkyrie in Franklin Templeton. Od januarja so Bitcoin ETF-i zabeležili skupne neto prilive v višini 14,42 milijarde dolarjev. Kljub temu so nedavni odlivi najvišji od aprila in so presegli 1,2 milijarde dolarjev. Kriptotrg kaže na previdnost trgovcev, saj se cena bitcoina približuje psihološki meji 60.000 dolarjev. Analitiki za ta padec navajajo tako makroekonomske dejavnike, kot tudi dejavnike specifične za kriptovalute, ker so volatilne, seveda. Cena bitcoina je v enem dnevu padla za 5,8%, kar je najnižja vrednost v zadnjih 7 tednih. Kljub rahlemu popravku nad 60.000 dolarjev je bilo prisilno likvidiranih 153 milijonov dolarjev dolgih pozicij z vzvodom. Obstaja več skrbi, ki vplivajo na trg.
Ta prva je vračilo bitcoinov strani borze Mt. Gox. Nekateri analitiki so izrazili pomisleke glede napovedanega vračila bitcoinov strani propadle borze Mt. Gox. Zdaj, anonimni vplivnež Fežal je poudaril, da so notranji informatorji morda predvideli napoved razdelitve, kar pojasnjuje nedavno oslabitev cene. Fežavja preseneča tudi samo gibanje cene bitcoina, saj je makroekonomsko okolje trenutno ugodno. Potem naslednja je možna razprodaja strani nemške vlade. Namreč nedavni premik skoraj 6500 bitcoinov iz denarnice, ki jo podjetje Arkham Intelligence pripisuje nemški vladi, je sprožil špekulacije o morebitni razprodaji. Denarnica naj bi vsebovala skoraj 50 000 bitcoinov, to je v vrednosti več kot 3 milijarde dolarjev, ki naj bi jih zasegli z ilegalne spletne strani s filmi iz leta 2013. Uradne potrditve sicer ni bilo, vendar so bila zadnja nakazila opravljena na znane borze. Potem je še negotovost glede ameriških volitev in inflacije. Tudi če obrestne mere v SDA do konca leta padejo, kar bi bilo lahko ugodno za tvegane naložbe, kot je Bitcoin, so trgovci bolj osredotočeni na negotovost glede ameriških predsedniških volitev v novembru in podatke o inflaciji. Če gospodarstvo kaže znake bližnje recesije, bodo investitorji verjetno iskali zaščito v gotovini in kratkoročnih ameriških zakladnih obveznicah. Potem je tukaj še nervoznost zaradi delniškega trga. Trgovci postajajo vse bolj nervozni zaradi delniškega trga, še posebej potem, ko je proizvajalec čipov Nvidia 24. junija padel za 5%. Pomisleki glede povpraševanja po umetni inteligenci zaradi hude konkurence strani Intela, AMD-ja in drugih spodbujajo investitorje k dvomu o vrednotenju tegale sektorja. Spot Ether ETF-i v SDA napredujejo gladko, pravi Gary Gensler. Torej, Gary Gensler, predsednik Ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo, SEC, je izjavil, da uvedba prvih spot Ether ETF-ov v SDA napreduje brez težav. Med govorom na konferenci je poudaril, kako pomembno je, da upravljalci premoženja, ki vlagajo v ETF-e, v svojih registracijskih izjavah vključijo popolno razkritje. Do sedaj SEC še ni odobrila vseh obrazcev S1, vendar analitiki pričakujejo, da bi ETF-i lahko začeli trgovati že v prvem tednu julija 2024. Gensler je tudi opozoril na pomen skladnosti s kriptozakoni in posledice neskladnosti za ameriške vlagatelje. Podrobnosti o celotnem procesu so še vedno v teku, vendar trenutni signali kažejo na pozitivno smer razvoja. Genslerjeva izjava kaže na zavezanost SEC k transparentnosti in skladnosti s predpisi, kar je ključnega pomena za uspešno lansiranje teh finančnih produktov. Bitcoiner prispeva k svobodi Juliana Assangea, plača $500,000 dolga v Bitcoinu. Julian Assange, soustanovitelj Wikileaksa, je po 14 letih boja proti izločitvi Združenim državam zdaj končno svoboden. V ključnem koraku za njegovo osvoboditev je anonimni bitcoiner doniral več kot 8 bitcoinov, vrednih približno $500,000, da bi pomagal Assangeovim družinskim članom poravnati dolgove, nastale zaradi njegovih potnih in naselitvenih stroškov. Assange je bil 24. junija izpuščen iz visokovarnostnega zapora Belmarsh v Združenem kraljestvu, potem ko je dosegel dogovor o priznanju krivde z ameriškimi oblastmi. Takoj po izpustitvi je zapustil Združeno kraljestvo na zasebnem letalu iz londonskega letališča v Saipan na severnih Marijanskih otokih, ameriškem ozemlju. Assange se je 26. junija pojavil na sodišču okrožja Saipan, kjer je priznal krivdo za kršitev SDA Espionage Act s sprostitvijo
tajnih dokumentov. Potovanje je bilo načrtovano tako, da Assange ni stopil na ameriško zemljo. Stella Assange je v intervjuju izjavila, da svoboda pride po ceni. Assange mora avstralski vladi plačati $520,000 za prisilni najem leta za potovanje v Saipan in Avstralijo. Po vrnitvi domov v Avstralijo je Stella začela množično financiranje, da bi tako pomagala Julianu pri njegovih dolgovih. Povezava za donacijo je bila objavljena 25. junija strani Stelle Assange, v 10 urah pa je anonimni bitcoiner doniral več kot 8 bitcoinov v sklad, kar je skoraj popolnoma doseglo cilj $520,000. Do zdaj je prejel tudi več kot 300,000 britanskih funtov v fiat donacijah. Kot rezultat bo Assange prispel v Avstralijo brez dolgov. Na Assangejevem sodnem zaslišanju 26. junija ga je sodnica Ramona Manglona obsodila na 5 let in 2 meseca zapora zaradi priznanja krivde za obtožbe vohunjenja. Vendar pa je Assange že prestal enako količino zapora v Združenem kraljestvu med bojem proti izročitvi. Kot rezultat je zapustil sodno dvorano kot svoboden človek. Ne se pozabiti naročiti na kanal in nastaviti obveščanja, da ne boste kakšne epizode zamudili. Če mislite, da bodo te informacije prišle še komu prav, delite video z njim. Kaj se vam kaj zdi o tokratnih novicah? Je to prenapihnjen fad? Napišite nam spodaj v komentarje pod videom. To bo tudi vse za tokrat. Imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.